ljubezen gre čez želodec. Seveda. Ampak takrat sem ga opazila, moram reči, ker tudi sem nekaj dobila, tudi za ston, no, tako. Da potem on tebi začel pihati na dušo ali obratno. Ja, tako. Veš kaj, jaz sem takoj vedel, da je to. Ona je porabila 1 mesec, da ugotovila sem jaz princ njenih sanj. Ženske se morajo malo delati fine nekaj časa. Ja. Veš, če reče mogoče, potem imaš kakšno šanso, ne? Če reče ne, imaš še vedno kakšno šanso. No, pa sem šla okrog sveta skupaj. Ne, da bi šla domov najprej. Mi takoj smo šli na tali festival skupaj, smo potovali malo skupaj, smo imeli tudi, ja. Potovanje, predvsem potovanje. Ja. To potovanje je bilo, mi da so se vrgla v svet, jaz nisem šel doma zato, da nazaj prišel, jaz sem šel. Kdaj, kako, kam, pojma nisem imel. Glede naj povem, tole so tvoje fotografije, ki se tamle kažejo na ekranu. Ti si fotograf sicer med drugim po poklicu. Jaz sem leta preživljal točno s fotografijo na vseh teh potovanjih, še posebej v tem času, kjer sem le uspel priti v situacije, ki drugi popotniki niso. V situacije, ki rituale, bi rekel, korenine dogajanja, etno dogajanja, pokrajin, ljudi, zgodbi in sem lahko posnel stvari, ki jih drugi popotniki niso. To je Kristal, moja vnukinja. To je kasnejših potovanj, ko sem pelal v Indijo mojim učiteljem in sopotnikom pokazati mojo družino, tako rekoč. In smo šli z otroci in z vnukino, vsi skupaj. Prav tole so zdaj novejše fotografije. To so novejše fotografije. Najprej sem že mislil, da je Ljudmila tista Indi. Ne. Ja, fotografija je bila nekaj, kar me je rešval. Vedno sem pač mogel nekako preživeti, ker denarja nisem imel in sem mogel nekaj počenjati. In fotografija, še posebno v teh krajih kot Katmandu, kjer je prihajalo veliko teh zahodnih turistov in so kupovali fotografije. Nepalci niso zastopali. Prav lokalcem si dal izdelati? Lokalcem sem dal povečati fotografije, črne-bele, lepo dal v okvir, za vse skupaj plačal, rečemo 20 centov, pa sem pa prodal za $20. In te niso mogli zastopati, kako, kdo bo, in sem prodal seveda. Ker ti ljudje, ki so pa kupovali malo zaradi tega v podporo, pač nam, ki smo tam živeli od tega. A ti si sam sebe takrat imel za hipija? Ja. Težko definirati, vem. Težko definirati, ne. Jaz sem bil seveda hipi. Ne, jaz sem bil bolj frik. Bolj smo rekli, smo bili friki. Ja, friki. Naj povemo tistim, ki še niso bili tam, še danes je ena glavnih ulic v Nepalu, Freak Street. Freak Street, tako je. Mi smo bili bolj friki, kar bi pomenili nekaj, kar je malo drugače kot drugi. Marginalni. Jaz sem se le ukvarjal z jogo, z meditacijo, imel sem svoje učitelje, nisem brez glavo pač se potikal po Himalajah, sem res probal razumeti in dojeti lokalno kulturo, način razmišljanja, zakaj, filozofijo. To so moji učitelji, to so moji prijatelji, bratje, tako rekoč. In to seveda, ta vtis energetski in duhovni je ostal do danes. Mislim, da pri naju obeh nama je bilo ta filozofija vodila v življenju. In tako kot še zdaj. A takrat, ko si šel proti Indiji, si šel kar naravnost ali si se kaj ustavljal po poti? Ja, jaz nisem vedel točen, kam točno greš? Jaz sem šel, mislim, malte ne, da sem se postavil. V 70 letih je bilo to moderno, da se gre nekam na vzhod. In sem prišel v Indijo, jaz sem mislil, da bi še naprej, Avstralijo, ne vem, Novo Zelandijo, Pacifiški otoki, čisto avanturistično, sem hotel svet videti.